tem tradicionalnem pohodu po mejah krajevne skupnosti Globoko. Povedal bom prvo tako, pohod je na lastno odgovornost. Kako to misliš? Čisto tako koščov. Tako da želim vam, da se imate v tem dnevu lepo, da preživite en lep dan, sproščen, umirjen. Tako bi rekel, malica bo na poti, nekje se boste gor stavili, to boste videli, kje se boste stavili, bo malica, potem je pa zaključek tle, se dobimo in je zaključek tle. Tako da, to je z moje strani, zdaj bi dal pa še besedo predsednici Turističnega društva Globoko. Lep pozdrav v imenu Turističnega društva Globoko. Veseli nas, da smo se zbrali, ne tako velikem številu kot ponavadi, ampak vseeno tisti, ki radi hodite, tisti, ki se radi družite, ste danes tu in prav je tako. Pot nas bo danes vodila do Gubke in potem v smeri proti Svetem Jerneju, kjer bomo zaokrožili proti Blatnem in potem se vračali po cesti nazaj v Globoko tu do krajevne skupnosti. Eno prošnjo oziroma eno opozorilo imam, ker bomo hodili tudi po prometnih cestah v nekem delu. Pazite nase, pazite na svojo varnost, predvsem pazite na otroke, da ne bo kakšnih nevšečnosti. Po poti nas čaka malica, na poti tudi v tekoči obliki, tako da na pot nazaj pa potem zaključno dejanje tu kosilo. Želim vam, da bi se imeli skrajno lepo, sicer vreme nas ni najbolj pocrkljalo s pomladanskimi temperaturami, je pa zato sonček zelo dobrodošel, tako da jaz verjamem, da bo danes en krasen dan. Koliko nam ga ne bo vreme, se ga bomo pa naredili sami. Tako srečno. Pa še eno prošnjo imamo, med nami je tudi gospod Lipi, tako da je lepo prosil, če naredimo lahko še za začetek eno gasilsko, preden še pravno. Ja, mi gremo pa nazaj? Mislim, da je v redu uspel glede na jutranje stanje, ko so bile malo nižje temperature, bolj zimske kot pomladne. Mogoče je temu primeru tudi malo manj udeležencev, ampak vseeno pohod je minil v zelo dobrem vzdušju. Ljudje so zadovoljni, tako da mislim, da lahko na pozitivo odkljukamo današnji dogodek. Na novo ste prevzeli vodenje Turističnega društva. Je bila težka odločitev, kako ste to sprejeli? Odločitev je bila, mislim, kar nekaj časa je trajalo, da sem dejansko prevzela oziroma se odločila za prevzem te funkcije. Ampak glede na to, da vem, kakšna ekipa stoji za mano, verjamem, da bomo tudi v prihodnje sodelovali zelo dobro. Če bi se pa nekoliko ozrla sedaj, to je bila ena od aktivnosti društva, letos v 2025 se je začelo omogočiti. Kaj bi še izpostavili za letošnje leto? Začeli smo že konec marca z tako obsežnejšo čistilno akcijo po krajevni skupnosti. Danes je sledil tradicionalni že 18. pohod po mejah krajevne skupnosti. Potem pa nadaljujemo vsakoletne čistilne akcije in pa skrbimo za zasaditev, za ureditev vseh teh obeležij po krajevni skupnosti. Junija se redno udeležujemo dneva kruha, vina in salam na Grajskem dvorišču. Potem se redno priključujemo tudi ekskurziji, ki je organizirana pač na občinski ravni, ekskurzija po teh obvodnih krajih.
In tradicionalni je tudi naš dogodek v mesecu septembru, bo kulinarika, kulinarično srečanje. Začetek oktobra obvezno sledi strokovna ekskurzija, v oktobru se tudi potem udeležujemo še kuhanje županovega golaža. Potem pa v decembru smo pa dogodek dejansko od lanskega leta prenesli tudi v letošnje leto in bo postal tradicionalen, to je pa okraševanje tukaj v okolici krajevne skupnosti, doma krajanov in pa tradicionalen prižig lučk. Z izvedeno aktivnostjo sem zadovoljna oziroma smo zadovoljni. Mislim, da dobro vzdušje pohodnikov in pozitivni odzivi povejo, da je dogodek, bom rekla, uspel. Zelo si želimo, da v naše vrste pride podmladek, ker večinoma delovno aktivnih so bolj kot ne že upokojenci, ampak moram reči, da ta ekipa je vrhunska ekipa, kadarkoli dosegljivi se odzovejo na vsak klic, na vsako prošnjo na pomoč. Tako da verjamem pa in res upam, da se nam pridružijo tudi mlajši kolegi.